Hej, to je hashtag Ema, kjer predstavljamo profile vseh tekmovalcev na letošnji Emi. Danes k meni pride Rene. Ok, Rene, začniva s hitrimi vprašanji. Prva stvar, ki ti pade na pamet. Opiši se v 3 besedah. Lep, šarmanten hec. Lep, šarmanten hec, super, gledaj naprej. Tvoj najljubši glasbeni izvajalec na svetu? Na svetu, kaj bom rekel? Rekel bom Cher. Cher? Ja. The best. Tvoj prvi spomin na Eurovizijo? Moj prvi spomin na Eurovizijo, verjetno se najbolj spomnim, no, najprej se spomnim sestre, verjetno. Sestre, ja, vse so becarke. Koliko si pa star? 20. 20? Ja. Kaj si pa želel postati, ko si bil še mlajši? Ja, v bistvu si že odmeraj želim, da bi lahko pel in to tudi zdaj probam uresničiti. Že ko si bil 3? Ja. Res? Ja. The best. Omar Naber ali Lea Sirk? Ej, no, pa ne moreš me pred taka vprašanja. Pač, ne, to je ful težko reči. Mislim, oba dva, moram reči, da sta vokalno ful dobra. Odvisno, kdaj. Omar ful dobro poje, Lea isto ful dobro poje. Rečemo zdaj Lea, ker je glih lani zmagala. Okay. To je najljubši sotekmovalec na letošnji Emi. Joj, nobenega tako ne poznam, pač ne poznamo se v živo, tako da težko rečem. Ne vem, rad pa bi koga spoznal, tako da nič ne rečem, ti povem po Emi. The best, odličen odgovor. To so bila hitra vprašanja, zdaj pa gremo naprej na počasnejša vprašanja. Okay. Ok, Rene, ti zelo tesno sodeluješ tudi s svojim bratom, ne? Ja, res je. Res je. Kaj pa je on napisal ti pesem? Ja, ti dela? pač ni napisal samo te pesmi, napisal je tudi obe dve pesmi, ki jih imam prej. Bil sem na Slovenski popevki, napisal je tudi tisto pesem. Ja, študira glasbo, moram reči. Sicer se to mogoče zveni malo samovšečno, ampak je zelo dober, vsaj meni se zdi. Tako da sem zelo vesel, da sploh hoče sodelovati z mano. V nedeljo to imaš rojstni dan, kako boš praznoval? Ja, v bistvu ne bom nekaj ful praznoval. Praznoval bom po Emi, ker je zdajle so izpiti, ima vse to preveč dela, tako da ta prava žurka bo pol. Si pa vabljen. Res? Ja, itak. Hvala. To je prvi izmed izvajalcev, ki sem me povabil, tako da evo, zdaj imam jaz svojega favorita. A mi lahko zapoješ, prosim, samo delček pesmi, ki jo boš pel na Emi? Moj se svet ustavi. Stop. To je to, the best. Hvala ti. Lani smo te spoznali tudi na popevki. Dajmo pogledati spot za pesem Naprej. S tabo bi šel naprej. S tabo bi znal naprej. Iskat nove poti bi šel. Boš po cesti življenja. Zakaj se prijavljaš na glasbene festivale? Pač se mi zdi, da danes skoraj rabiš neko odskočno desko ali nekaj in sem probal na popevki, mi je bila super izkušnja, zdaj sem pa rekel, bi še na Emi probal. Kaj pa je drugače na Emi, kot je na popevki? Ja, na popevki imaš ti orkester za sabo, medtem ko ga na Emi nimaš, plus tega, da se mi zdi, da je Ema se veliko bolj gleda na celostni nastop, ne samo na samo pesem, ampak tudi na ali ti plešeš, ali delaš akrobacije, karkoli, pač vse, ves ta cel paket. Medtem ko na popevki itak moraš biti dober, ampak mogoče je bolj fokus tam na sami pesmi, kot pa na Emi, ja. In si to imel v mislih, ko si prijavljal svojo pesem na Emo? Ne, ker je komad ful dober. In zakaj boš ti zmagal na Emi? A veš, zakaj bom zmagal na Emi? Zato, ker bom probal prodati cel paket, ker bom delal ful stvari, ker Kaj bo v tem paketu vse? Ja, ne vem, bom pel, obviously, bom plesal, bom koketiral s kamero, a veš, bom napravljen. Kako izgleda koketiranje s kamero? Daj nam pokaž malo to kamero. Katero kamero malo? Da ne vem, ko pogledam ful lepo, tako malo izpod čela, pa tako pa, veš, ko pomežikec, pa tako hec. Ok, poglejva še, kako ti koketiraš s kamero na socialnih omrežjih. Jaz sem najdel na par tvojih slik, ki rabijo majčken, ko bi rekel, predzgodbe mogoče zame. Ok, začneva.
Se pravi, tukaj. Kaj se tukaj dogaja? Zdaj se bom kar jaz držal. Aha, ok, sorry. Ja. To se pa dogaja. Ja, to je. Gledal sem in sploh nisem vedel, kaj. To si zdaj, ti predvideval, to je zdaj kakšen teden nazaj, ja? ko smo imeli za Emo prvi sestanek in sta šla pol z bratom domov. To je tvoj brat? Ja, okay, to je Žan. Sta šla pol nazaj domov in sta se skupaj pelala in sem rekel, treba zdaj nujno selfie uvekovečati ta moment. Zdaj bo zelo mi na misli šlo. Žan pa René, to so zelo francoska imena. Ja, sestra je pa Rachel. Kaj? Ja. Ja, odkje pa to? Ja, mami pa oči sta Španc pa Francoz. Hec. Ste sam pogledali francoskih serij v mladosti. Ja. Ne, a veš kaj je, v bistvu pač, če glih imam to možnost, da to povem. Mami je samo rekla, da Žana nista vedela, kaj je najstarejši, kako bi mu dala ime in sta mu dala Žan in je rekla, da bo dala vsa imena v istem stilu. Je rekla, da če bi imel Žan italijansko ime, bi bili tudi vsi ostali naprej bi imeli italijanska imena. Me bolj všeč, da ste se za francosko odločila, ker če bi bil ti Renato. Giovanni, Renato. Ok, naslednja slika. To je bil pa od moje mame rojstni dan. Ja? In fora je bila, da a veš ti rojstni dnevi, ki si tako... Ko se napraviš, ful poješ v savno. Ne. Ful poješ, to je prva stvar, ful poješ in pol si tako že 3 ure tam za mizo, ker že poješ in ne veš več, kaj bi delal. Ok, in sva šla pač sestrično, zmer sestrično naštimati za kakšne te fotke. Krzno je umetno, da ne bomo slučajno se narobe razumeli. In sva šla pač, sem rekel, kam bi zdaj to krzno lahko umestili, ja v savno. Ja. To je to, sploh ni ozadja zgodbe. Ok, se pravi, pač se v krzno oblečeš in greš v savno. Super, se pravi, delček tvojega komada smo že slišali. René, hvala, da si prišel. Petko, celotno pesem pa boste lahko slišali 16. februarja na EMI 2019.